Ciril, zakaj prodajaš svoj avto? A je z avtom kaj narobe? Nisem si mislil, nisem verjel, da bo kdaj prišel ta trenutek. Namreč danes je tisti dan, ko svojega RAV4 Darkota čistim zadnjič, tudi zato, ker ni več moj. Prodal sem ga, zato sem se odločil pred dobrim mesecem ali pa dvema. In zdaj iz predalčkov pobiram spomine morske in stvari najdeš po mesecih, letih, ki je zataknjene, ki si mogoče površno spucal kakšen kvadratni decimeter. V glavnem. Tole je zame precej težek, pa tudi lep moment. Mrsto bo vprašal, čak bom vrata zaprl. Mrsko ga bo zanimalo, zakaj Darkota prodajam. Prvič, a mi ni več všeč, a me kaj toliko zelo moti. A je z avtom kaj narobe? Ciril, zakaj prodajaš svoj avto? Lej, čista sveta resnica je, da sem v zadnjem letu Darkota zelo velikokrat pogledal iz pisarne in je tam samo stal. Jaz mislim, da se mora avto voziti. In zato sem se odločil, da je boljš, da Darku najdem novega lastnika. Veš, skladno s tem, da sem jaz pa tudi atmosferci prešaltal v višjo prestavo, v vsebinskem smislu, to pomeni tudi več avtomobilov, več akcije. In tudi manj časa za moj avto, to pa ni prav. In ko sem videl, da se moj avto iz prevoznega sredstva številka 1 spreminja v omaro in v nekaj statičnega, stacionarnega, sem si mislil, ok, to ni prav. Darko je zdaj z mano že več kot 5 let. Skupaj sva prevozila 83.955 km. In vsi ti kilometri so bili zares polni doživeti, polni smeha, solz. Madonna, Darko me je odpeljal na konec sveta pa nazaj. Odpeljal me je skozi praktično celotno Sibirijo po zim na misiji Ledenik. Darko je bil po zelo, zelo dolgem času spet avto, ki sem mu lahko rekel moj. Niti enkrat v vsem tem času me ni razočaral. In ko sem oznanil, da Darko gre od hiše, tisti dan, ko se je bilo treba to odločiti, je bil zares težek. Tudi zdaj mi ni čisto vsaj, ko to snemam, se je javilo ogromno ljudi. Stotine, stari. Eden od prvih kontaktov je prišel pa strani mlade družine iz Maribora, 5 minut od mene stran. In mislim, da ni trajalo več kot 5 minut, da smo dosegli končen dogovor. In to je bil tudi tisti dan, ko sem Darkota prvič začel pripravljati na to, da odide, da sem ga začel čistiti. Gledring, pretlažno korito in vsi tisti dodatki, o katerih vedno govorim, tole je prazna vreča, vključno z originalno nosilci, pa tudi z roof saverjem. Vse to seveda ostane na avtomobilu in ne znam ti povedati, kako vesel sem, da gre Darko v prave roke. Toliko vas je pisal in jaz se opravičujem vsem tistim, do katerih sporočil se nisem utegnil prebiti. Kar se tiče Darkota, ta avto je še danes v vrhunski formi. Me pa ljudje vprašajo, kaj pa zdaj naprej? Veš, kupil sem si nov avto, ampak veš, ta avto je bil moj družinski, ta prvi v familiji, tisti, ki sem ga zares veliko vozil. Veš, narediti v 5 letih na avto šloh 85 jurjev kilometrov. Glede na to, da sem ves čas obkrožen s testnimi avtomobili, konec koncev, poglej, zdaj imamo na parkirišču kocko, pa še 4 druge testne avtomobile, je ta številka 85 jurjev, ki sem jih z Daretom naklepal, kar velika. Dobar, misija Ledenik jih je naklepala 12 jurjev, to ni kar tako. No, da skrajšam zgodbo, tale moj nov avto je star avto, tak zanimiv. Ampak ne za kilometre klepati, pa biti non-stop na relaciji Ljubljana, Maribor, Ljubljana, pa tako naprej. Tisti bo bolj za gušt, pa za kakšno stvar posnet. Po mojem vam bo všeč, ampak naj bo to presenečenje za naslednji vlog. Kar se tiče pa vprašanja Cirila, pa kaj novejšega pa ne boš vozil. Lej,
plan imam. In ta plan vključuje, da ostanem pri Toyoti. Drugač pa lej, Dare je v vrhunski formi, zdaj upravljam zadnje čiščenje, pobiram iz avtomobila vse tiste stvari, ki so še noter. Drugač pa v celotnem obdobju, ko sem jaz s tem avtomobilom živel, ne bi šel rad predolgo nazaj po poti spominov, tudi zato, ker mi pol hudo rata. Sem potem zelo veliko razmišljal, kje vse me je spremljal, v kakšnem življenjskem obdobju sem bil, ko sem dobil v roko njegove ključe. Pač, človeku se marsikaj v življenju zgodi in pomembno je, da par stvari izračunaš in marširaš naprej, po najboljši moči in tako naprej. Tako da upam, da sem s tem videom pojasnil, zakaj Darko odhaja v najboljše možne roke k mladi družini, ki si želi sodobnega avtomobila, ki je mimogrede ravno tako sodoben, kot najbolj moderni avtomobili, obenem pa še ni tečen, pa ne piska ful, pa ima klasične gumbe za klimo, pa tako naprej. Veš? Jo, stari, da ne v meni zdaj ležal vrata. No tako. V naslednjem vlogu pa tisto, ko ti pokažem moj nov avto, moj nov star avto. No, vse v tedinu. Če imate kakšno vprašanje glede lastništva Toyote oziroma RAV4, jaz ta avto še danes ne znam dosti priporočati. Tudi velikih ni naprodaj, pa ceno ful držijo in to z razlogom. Pa lej, kaj sem najdel zdaj. Tole je magnetna nalepka za misijo ledenik, ki je bila na boku avtomobila, veš. No in tako se dan obrne in jaz vozim zadnje metre z mojim avtomobilom. Dare, hvala. Hvala za to, da si bil moj, da sva se skupaj vozila. Jebenti. Drugač pa, tolkenih kilometrov, pa testnih avtomobilov, pa a veš, da nisem pelil še takšnega, pa sem jih velik, da bi se po njemu sedel v moj avto, pa da preko, zdaj se ti pa že malo poznajo leta. Rastura. Dobro, vmesnik je bil že, ker sem ga kupil malo za časom, ne. Vse ostalo pa oren kročka, klima tako, kot treba. Sodobni avti skozi neki piskajo. Tam ima vse, kar rabiš. A nič ne teži. Kva me ste pogrešal, stari. Ja, nič. To je to. Madonna si šikan. Ja, nič. Moram pa nehati biti preveč sentimentalen, zato ker to bo pol odnesel in pol no to dobro za menga. Še najmanj pa zame. Lepo se mejte. Ajde, čau, čau. Adija, čau. Čau. Oh, come on, stari, no. Darko, pridem bod. Ne vem, kva nekaj rečem, sploh. Mogoče sem daj navadil, jaz ne vem, stari. A veš? Tisti, ki ste že stokrat prodali kakšen avto, verjetno se smejte, ne sam. Meni pa ni tako smešen. Jaz sem tak emocionalen tič.